Dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro tudi našemu gostu v tem studiu. Danes zjutraj vodja filmskega programa 20. festivala fantastičnega filma in vina festivala Grossman, ki bo v Ljutomeru od 11. do 15. junija. Marko Mecun, dobro jutro. Dobro jutro, hvala za vabilo. Z veseljem. 20. Grossmanov festival. 20 že. Ja, 20, ja. Tudi sam je težko dojavil, da je to tako hitro zletelo skozi, ampak ja, evo, še vedno smo tu, še vedno bomo ponudili en kup groze in strahu, ne, v tistem najboljšem pomenu te besede, zanimive filmske goste ter obfestivalsko dogajanje. Ja, ki je povezano z vinom in vsemi dobrotami, ki jih Prlekija nudi, ne, in teh ni malo. Pa rečemo tako, tisto vino itak samo po sebi pride, rečemo, da je v prvi vrsti posvečen fantastičnemu filmu. Ja, ja. Ne? In potem seveda tudi fantastičnemu vinu, ja. No, tako, absolutno, saj smo z vinorodnega okoliša, ne. Točno. Ja. Ampak zanimivo res, pred 20 leti, ko ste vi to razmišljali, kaj bi mi naredili za en festival, mislim, jaz pozdravljam idejo, da ste se odločili za ta žanr, kot ste se, ampak vseeno lahko bi bil ljubezenski film, ker Prlekija je tudi ena sama ljubezen. Absolutno, absolutno se jaz bi vedel, ker je moja žena Prlečka, tako da. Ja, ne, začel se je festival v bistvu ob obletnici prvih filmskih zapisov na Slovenskem, ki jih je ustvaril dr. Karol Grossman, pod katerem ima festival tudi ime in ki je bil Ljutomerčan. Ja. In njegov prvi film Odhod od Maše. Tako. In tako je to vse skupaj nastalo, ampak ta festival je šel preko vseh pričakovanj, zagotovo skozi zgodovino, ker že samo imena, ki ste jih tukaj gostili, kar se mene tiče, prvo ime je tako ali tako Christopher Lee, pokojni, ne? Ja, originalni Dracula, Saruman in grof Dooku, ja. Mislim, in to si ne bom nikoli v življenju prostil, da me ni bilo takrat tukaj, da bi ga šel pogledat, pa čeprav od daleč od večjih asov. Ogromno zanimivih gostov, kar seveda pomeni, da uživate mednarodno filmskem svetu tudi poseben, imate poseben renome. Tako, še posebej v tem krogu teh fantastičnih festivalov, ne, saj smo bili tudi leta 2010 sprejeti, takrat še v Evropsko federacijo festivalov fantastičnega filma, zdaj je to preimenovano v Méliès federacijo festivalov fantastičnega filma. In tudi nas poznajo, kar se pozna tudi ravno, ko se moramo dogovarjati tako za goste kot za filme, je to zdaj mnogo lažje, kot je bilo takrat v začetku. Ja, absolutno. Imamo nek renome, kakorkoli, brez neke lažne skromnosti. In potem, ko pridejo vsi ti svetovno znani gostje, ne, nazadnje tu je bil tudi nedolgo nazaj žal preminuli Roger Corman, ki je oče novega Hollywooda. V bistvu, tako. Kralj B filma in oče novega Hollywooda, pri njem so se kalili od Martina Scorsese do Francisa Forda Coppole, pri igralcih, ne vem, Robert De Niro, Harvey Keitel, Jack Nicholson, absolutno svojo prvo vlogo je imel v njegovem filmu Mala delavnica groze. Seveda nam to... Kak je njim tukaj? To me zanima, ker to je čisto drugi svet. Mislim, imamo ena specifika našega festivala, je to, da smo v enem malem kraju, da je stvar bolj domačna, ti ljudje so vseeno vajeni bolj, da pridejo v ene neosebne hotele, tu jih sprememo tam na kmečkih turizmih in to je vse bolj domače in prijetno in mislim, da jim to godi. No, super. Ali je mislim, res? Vem, da jim to godi, tako bom rekel. Ok, odlično. In seveda potem se to samo širi, ne? Absolutno. Ali je res ta anekdota, da ko je bil Christopher Lee tukaj, da ko je spal, da so gasilci po noči prišli, pa mu ružili Dracula privun? Ni bilo, ni čisto tako, ne, je pa podobno, namreč ni bilo po noči, ampak je bilo dopoldan. Dopoldan. Štos pa je bil tem, da so imeli gasilsko tekmovanje. Aha. In so prišli in so se to tam pač
mladinci, ali kaj bi rekel, otroci in mladostniki, ki so bili na tekmovanju, tam ga klicali, Dracula, pridi ven, ne, kar je nam, ko smo to slišali, bilo malo tako, ker on ni imel rad tega, da so ga naslavljali z Dracula, ampak je potem vseeno prišel ven, jih pozdravil in se tudi slikal z njim. Ja, bil je le velik človek. Velik človek, absolutno. Vrhunsko, mislim, moramo vedeti, da zdaj se to ni zgodba o njem, ampak to vedno povem, on je dejansko bil tudi obveščevalec med drugo svetovno vojno. Tako. In ko so ga vprašali na enem intervjuju, ga je novinar vprašal, če je kdaj koga ubil, je tako prišel zraven in rekel, ali lahko zadržiš skrivnost? Pa je rekel novinar, ja. Pa je rekel, jaz tudi. Ampak, torej, Grossmanov festival je eden od tistih, na katere smo tukaj v našem koncu Slovenije, pa tudi širše najbolj ponosni. Danes je torej z nami vodja filmskega programa Marko Mencun. Kaj se bo letos zgodilo? Čez 8 govorimo o našem najodmevnejšem in, če mene vprašate, tudi najboljšem filmskem festivalu, ki ga imamo. Jih je enih par poizkusov zanimivih tudi v Ljubljani, ampak Grossman je le eden v Ljutomeru leto že 20. med 11. in 15. junijem in Marko Mencun, vodja filmskega programa, je z nami. Marko, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Osrednji gost letos Slobodan Čijan, ime, s katerim je moja generacija na nek način odraščala z njegovimi izdelki, sploh recimo maratonci so ti legendarni, kdo tam poje oziroma ko to tam opeva in ostale mojstrovine. Slobodan torej pride. Tako, zelo smo veseli, da se nam bo tako zopet pridružil Slobodan Čijan, saj njemu smo častnega hudega mačka podelili že leta 2007. Ja. Ob tokratni priložnosti pa bomo odkrili ploščo na Prleškem pločniku Slavnih. To je en projekt, ki smo ga začeli zdaj 3 leta nazaj in sicer po vzgledu na Hollywoodski Walk of Fame. Imamo tudi v Ljutomeru zdaj pločnik Slavnih, Prleški pločnik Slavnih, kjer imajo plošče, kaj bi rekel, najbolj prominentni gostje, ki so obiskali Grossmanov festival. Ali bo kmalu imel ploščo tudi Andrej Mernik? To je zdaj vprašanje. Zelo pomembno vprašanje, zelo pomembno. To je zelo pomembno vprašanje, ampak k temu se vrnemo še nazaj. Torej, ne samo filmsko, ampak tudi širše bo dogajanje v Ljutomeru v času festivala izjemno, zaključilo pa se bo z tem nenadkriljivim zombie walkom. Tradicionalnim zombie walkom. Tako, kot vsako leto, seveda v prvi vrsti so tu filmi, tako v tekmovalnem programu, 5 filmov v tekmovalnem programu za celovečerni film, potem je tu še kakih 20 filmov izven tekmovalnega programa, spet bo filmski maraton, v sodelovanju z platformo Kultpix. Potem bo tu še tekmovalni program, 2 tekmovalna programa kratkih filmov, se pravi za našo nagrado, kaj bi rekel, Slakov hudi maček, in za nagrado Méliès d'Argent, to je nagrada, ki je v bistvu v okviru te federacije, ki sem je že prej omenjal, in tisti film, ki tukaj zmaga, potem se pride v konkurenco za Méliès d'Or oziroma Zlatega Mélièsa, ki se podeli vsako leto jeseni v Sitgesu. Iz vseh teh festivalov, ki so člani te federacije, se pač pridejo, te so nominirane filmi, ki zmagajo na njihovih festivalih. Potem pa je tu seveda še tekmovalni program glasbenih dokumentarcev. Seveda ne smemo pozabiti tudi na filmski del, prav tako tekmovanje za najboljše vino po izboru naših filmskih gostov. Dobre. In seveda spremljevalni program, tukaj bodo koncerti in seveda, kot si že omenil, naš tradicionalni zombie walk ob zaključku festivala v soboto. Ja, to je, mislim pa, tega zombie walka se lahko vsak udeleži. Vsak se lahko udeleži, lahko se maskira sam doma, lahko pa pride k nam in tam za pač neko simbolično oziroma ne preveč ceno, ki se da privoščiti, se pusti profesionalcem, da ga namaskirajo. Gremo. Ja, da gremo. Jaz bi šla. Gremo mi 3. Ja. Upamo. Upamo. Dokler se ne vklovne oblačimo. Ja, ne vklovne, ne. Vklovno je mene strah, tako da ne. Se pravi, vas držim za besedo. Resno? Vse 3, absolutno. Okay, ker imamo tvojo številko, klicajte bomo, ki se zdaj maskiramo. Torej, to je potem prav na 15. juni.
Tako, velja pa omeniti, da imamo letos tudi kar 2 ogrevanji za filmski festival, in sicer najprej v Izoli v kinu Odeon, to bo v četrtek 30. maja, se pravi, to je za dober teden dni. Bomo vrteli francoski film Vermins, Zalegak, verjetno. Gamat, žal nimamo, žal je film še čisto frišen in še nima uradnega slovenskega prevoda. Ok, se smo mu ga zdaj dali. Tako, potem bo 31. maja pa še prav poseben warm-up, in sicer takrat skupaj z kulturno-alternativnim klubom iz Ormoža in v sodelovanju seveda z Grossmanovim festivalom se odpira prav poseben kino, filmska klet Unterhund, kino, ki grize. Gre za butični kino, butični neodvisni kino, tam s 50 sedišči. In to pa bo 31. maja, se pravi v ormoškem Unterhundu, tam pa bomo predvajali avstrijski film Lahko noč mamica. Gre za film, ki je svojo premiero doživel na Beneškem festivalu leta 2015 in pridružil se nam tudi režiser filma oziroma polovica režiserskega dvojca Severin Fiala. No. Kaj si hecen, koliko enega dogajanja, naj samo še spomnim, vse informacije najdete na spletni strani grossman.si, 2s2n. Tako je. Tako pa če Grossman pišete, ker tak Google je dovolj pameten. Tako, ali pa tudi na naših, lahko nas spremljate tudi na naših socialnih omrežjih. Tako, zdaj Marko, hvala za obisk v tem studiu danes zjutraj še enkrat. Prenesi vsem sodelavkam in sodelavcem naše občudovanje in dobre želje. Jaz verjamem, da bo 20. Grossman najboljši do zdaj, če ne drugače, zato ker pridemo mi na zombi walk, ker smo se zmenili. Tako da to je rešeno. To je že kot da je podpisano. Okay. Tako da še enkrat lepo nam pozdravi vse v Ljutomeru in se vidimo na Grossmanu med 11. in 15. junijem. Hvala, Marko. Hvala vam in še enkrat hvala za vabilo.